Spoštovane dame in gospodje, ljubitelji jasne misli in močne besede, dragi prijatelji, dobrodošli na tretjem pogovornem večeru v okviru Goriških večerov tukaj v Dornberku, v amfiteatru Osnovne šole Dornberk, ki ga organizirata Društvo Zapisi in Društvo Tabor nad Dornberkom v sodelovanju z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve Severna Primorska. Pregovorno smo Slovenci zelo deloven narod, ampak nikoli nismo z ničemer zares zadovoljni. Odgovor, kako to preseči, je naš nocojšnji gost podal v enem izmed svojih intervjujev in sicer dejal je nekako takole. Vedno gre za človeka, vedno želim narediti najboljše. Seveda pa sem samo človek, zgodi se, da slabo ocenim stvari, da pride do komplikacij. Nisem Bog. Kdor pravi, da nima komplikacij in da je 100% uspešen, ta nič ne dela ali pa laže. K tej misli pa dodajam še naslednje. Ljudje smo družabna bitja, zato se je treba malo potruditi, da prepoznamo nek presežek sočloveka ali nekaj dobrega, kar smo opazili. Pri tem moramo še zatisniti tisto naše strogo, kritiško in nergaško oko ter ukrotiti naš ego, ki nas ne pusti biti iskren, navdušen in pošten. Zaupajmo srcu in pohvalimo ljudi okoli sebe. Predno pa pridemo k srčnim zadevam, pa bo za toplino pri srcu poskrbel moški pevski zbor Dornberk, ki bo zapel 2 pesmi. Fantje, izvolite. Sonce hodi, prepiri sveta Bog pregnan.
Hvala lepa moškemu pevskemu zboru Dornberg. Sedaj pa vabim, da se mi na odru pridružita profesor dr. Marko Noč in Erika Jazbar. Prosim. Profesor dr. Marko Noč je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1995 doktoriral. Izpolnjeval se je na uglednih zdravstvenih ustanovah v Združenih državah Amerike. Je predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino interne klinike UKC Ljubljana in redni profesor interne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti, izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Prejel je tudi Zoisovo nagrado za izjemne znanstvene dosežke. Kot vrhunski zdravnik in raziskovalec se ukvarja z obravnavo kritičnih bolnih srčnih bolnikov. Med drugim pa tudi vztrajno opozarja na nujnost izboljšav v zdravstvu, kjer mu je med drugim uspelo pokazati glavne vzroke in doseči znižanje nekaterih pretirano visokih cen zdravstvene opreme. Pogovor z njim bo vodila Erika Jazbar, ki jo pa kot voditeljico Goriških večerov že poznate. Spoštovana, mikrofon je vajen. Izvolite. Torej, dober večer vsem prisotnim. Cenjeni dr. Marko Noč, lepo pozdravljeni na Goriških večerih. Hvala, da ste si vzeli čas za Dornberg, za naš konec, počaščeni smo. Vaš čas je dragocen, ker v svojem času poklicnem in ne rešujete življenja. Najin pogovor bo trajal približno slabo uro, boste vi sami povedali, kdaj lahko zaključimo, da potem lahko damo čim več časa na razpolago publiki za vprašanja, dopolnitve, razmišljanja in podobno. Zdaj, zato, da bi izkoristili čim bolj to uro, ki ga jo imamo na razpolago, ne bom citirala celotnega življenjepisa oziroma kurikuluma, ker to je dolga zadeva. To je vrhunski znanstvenik in zdravnik in raziskovalec in pedagog. In zato še enkrat hvala, da ste prišli med nas in da ste si vzeli čas za nas. Samo nekaj podatkov, nekaj jih je že Blaž povedal, nekaj bi dodala, in sicer letnik, vi ste letnik 63, se lahko to pove, ne? Se niste ženska in nimate težav s tem. Prihajate iz gorenjskega konca, rojeni na Jesenicah, ampak verjetno v bolnici, šolo ste obiskovali v Radovljici, torej ta je ta vaš konec gorenjska antropologija. Kot rečeno, študirali ste v Ljubljani, diplomirali za časa slovenske pomladi, leta 87, in potem v Ljubljani tudi ostali. In danes ste že več kot 2 desetletji predstojnik tega oddelka v osrednji zdravstveni ustanovi v Sloveniji. Kot rečeno, ste tudi profesor, torej pedagog, torej tudi formirate mlade slovenske zdravnike, imate morje strokovnih člankov. To, kar bi rada še poudarila, je bilo sicer povedano, ampak bom še enkrat poudarila, da ste izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Mi humanisti običajno mislimo, da so to samo kakšni slavisti, zgodovinarji ali literati, ampak dobršen del akademikov, ki v Sloveniji odigravajo odločilno vlogo in predstavljajo neko odličnost, ki nam jo drugi narodi tudi zavidajo, in tu imamo pred nami en tak primer, so tudi znanstvena inteligenca, tehnična inteligenca. Povabili pa smo vas tudi zato, ker ste eden redkih, ki se ne otepajo
izpostavljanja v javnosti, da pač kritizirate, poveste na glas jasno, čisto, kaj je, ki ne gre, in to za dobrobit sistema, v katerem delujete, za dobrobit bolnikov, za dobrobit družbe in države. Pogovor bi začela prav na začetku, in sicer rekli smo Jesenice, Radovljica. Povejte nam, kakšen je ta vaš konec, kaj vam je dal, kakšna je bila ta vaša družina, ste katoličani, ste verni, kdo so bili vaši vzorniki, katere so tiste vrednote, na katerih gradite svoje življenje? Res, najlepša hvala za povabilo, hvala Leon, res mi je veliko čast videti toliko ljudi, ki se zbere zvečer, res prav presenečen, prijetno presenečen, res veliko čast, hvala, da ste prišli. Ja, kar se tiče moje mladosti, sem Gorenc, tako da verjetno se to na mojem jeziku še zdaj vidi, odnosno sliši. Imel sem zelo prijetno otroštvo, odraščal sem v tistih izdihljajih bivše Jugoslavije, kjer je bila nekako kvaliteta življenja kar dobra, vendar seveda bili smo vsi reveži. Od malih nog skozi krščansko vzgojen in ko me vprašajo, kakšnega prepričanja političnega sem, vedno rečem, da sem kristjan. In to me potem spremlja celo življenje. Kot rečeno, potem je prišel čas Ljubljane, fakultete in potem vse, kar se je naprej odvilo. Je pa seveda Gorenjska, tako kot me recimo vaš konec, Pirulači, Soška fronta, Soča, Kras, je tudi Gorenjska čudovita, tako kot vsa Slovenija. Dejansko žal spoznaš to šele, ko si živel veliko na tujem, veliko potoval na tujem in potem vidiš, da praktično ni nikjer na svetu dežele, ki bi na tako majhnem prostoru imela toliko lepih stvari. Tako da prijatelji, ki iz Amerike pridejo recimo k meni na obisk, so mi rekli, to je v bistvu skrit raj, hidden paradise, so rekli. Tako da moramo se zavedati, da res v najlepšem delu sveta živimo skoraj, bi rekel, vsaj zame osebno, in da imamo neverjetne možnosti za razvoj, da res postanemo pravična, sodobna družba in seveda to je tudi del tega mojega nemedicinskega prizadevanja, o katerem ste govorili. Kakšni pa so bili tile vaši vzorniki, kako ste se formirali, kako nastane osebnost, tak strokovnjak vrhunski, kot ste vi? No, jaz moram reči, da kar se tiče izbire poklica, ko sem bil, mislim, 3-4 leta star, sem se želel biti gasilec, zato ker so mi bili všeč ti tovornjaki. In vidim, koliko je ta poklic danes pomemben. Vendar potem, ko me je tisto menil, je bil pa moj stric, ki je bil zdravnik v bolnici Jesenice, ki me je navdušil nad medicino. In jaz v bistvu nikoli nisem vedel, kaj bi drugega počel, če ne bi bil zdravnik. In tudi, ko sem šel na fakulteto, odnosno preden sem šel na fakulteto, ko se, veste, sprejemni izpiti, medicina je kar veliko se treba učiti za sprejemne izpite. Jaz nisem imel nobene rezervne variante takrat. Sem rekel, če pač ne uspem, bom pač eno leto šel delati, pa naslednjo leto spet probal. Tako da sem veliko srečo imel v življenju, da sem res izbral en tak poklic, ki v bistvu ni samo poklic, ampak način življenja, ki me zelo izpolnjuje. Temu se reče tudi poslanstvo. In vi to poslanstvo upravljate že 4 desetletja. Kako se je vaš odnos do vaše stroke spremenil? V mladostnih letih običajno imaš veliko zagnanosti, idealizma, potem po poti postaneš bolj realist, marsikaj te razjezi, lahko ostane v tebi tudi nekaj zagrenjenosti. Koliko imate upanja še danes, da se da kaj spremeniti, koliko imate te mladostniške zagnanosti v poslanstvu tega poklica in te mlade zdravnike, ko imate bodoče zdravnike, ki jih imate na fakulteti, kaj jim poveste, da je najpomembnejše pri tem vašem poklicu? No, jaz sem v bistvu, na nek način
po božji volji izbran, da sem 35 let delal na področju intenzivne medicine, ki je praktično meja med življenjem in smrtjo. In tukaj potem ni več nobenega blefiranja. Tukaj človek dejansko vidi eno in drugo stran. In delo v medicini na tem področju ti da neizmerno zadovoljstvo, o katerem, ki ti ga nobena druga stvar praktično ne more dati. Ko nekdo pred tabo umira, pa imaš ta privilegij, da mu rešiš življenje in usrečiš njega, usrečiš svojce. Po drugi strani pa seveda so tudi tako tragične zgodbe, tragična umiranja, ki pač jih nosiš s seboj do konca življenja. Nikoli ne pozabiš določenih obrazov in svojcev, bolnikov. Tako da, kaj bom rekel, medicina ti da nek drug pogled v življenje, morda vidiš tisto, kaj je v življenju res pomembno, kaj res potem šteje in za koliko banalnih stvari, nepotrebnih, se sikiramo in se obremenjujemo, čas pa beži. Tako da to je recimo neko spoznanje temeljno, ki ti ga da recimo medicina. In seveda, ko potem gledaš na te družbene procese, seveda ne moreš biti, bom rekel, neprizadet. Ti si želiš dobro za ljudi, vidiš, da gredo stvari v napačni smeri, v nasprotno smer, kot bi mogle iti. In potem seveda rečeš, imam pravico, je tudi moja dolžnost, da povem, kaj mislim in ne glede na posledice. Posledice nikoli niso fajn, ne, če si ti proti vladajočim, pa so eni ali drugi. To je dejstvo. Vendar tisto, kar res šteje, je na koncu, da mirno zaspiš, pa rečeš, jaz sem svoje povedal, tako mislim, nič si ne morem očitati, svoje sem naredil. In potem si presenečen, ko vidiš, koliko poštenih, normalnih ljudi, ki težko delajo, se težko prebijajo skozi življenje, v bistvu te sliši, ker si sploh ne predstavljaš za te. Ja, to verjetno vam prinaša tudi to, da ste veren, ker veren človek ima v sebi vedno upanje in vedno verjame, da se lahko kaj spremeni na bolje. Kot rečeno, diplomirali ste leta 1987 med Slovensko pomladjo, torej vi ste doživeli že v sistemu, ko je ta sistem prehajal iz socialistične države v zahodno demokracijo. Sedaj zgodovinarji nas podučujejo pač, da obdobja se ne zaključijo nekega dne in naslednji dan je vse drugače. Srednji vek se ni zaključil leta 1492, ampak se je nadaljeval. Tako verjetno tudi od 25. do 26. junija 1991 verjetno velikih sprememb ni bilo. Sedaj, kakšne so bile te prvine zdravstva, hibe, prvine zdravstva v socialističnem sistemu, kako se je potem razvijalo to zdravstvo v samostojni Sloveniji, ki je danes spada v družino zahodnih parlamentarnih demokracij v Evropi. Kaj se je ohranilo od tega socialističnega modela in kje smo danes? No, jaz se spomnim teh časov osamosvojitve, to je bilo ravno potem, ko sem končal in jaz dejansko na vse te, na Roško sem skozi hodil sem na vse te Cankarjeve domove, prireditve, vse te ustanovitve pomladnih strank. Mislim, to je bilo ogromno optimizma, ogromno upanja in dejansko sem jaz, če zdaj gledam nazaj, sem bistveno več pričakoval od Slovenije. Pa ne v smislu nekega življenjskega standarda pa tega, ampak bolj v smislu nekih moralnih vrednot, poštenja, odkritosti, take stvari. Ker mislim, da v bistvu, če moralni temelj družbe ne štima, po domače povedano, tako rečemo na Gorenjskem, ne vem, ko vi rečete štima, potem seveda družba ne bo funkcionirala in ta moralni temelj se zgradi v družinah, z vzgojo otrok v najbolj rosnih letih. In če tam ni poštenja, odkritosti in vsega tega, potem tudi zdrava osebnost ne bo
se ne bo nastala zdrava osebnost. In če ni zdrava osebnost, tudi zdrave osebnosti kreirajo normalne družbene sisteme. Mislim, da tukaj Slovenija, da dejansko, saj moje osebno mnenje je, ne, kot sem rekel, jaz sem veliko več pričakoval od samostojne Slovenije. Ampak čeprav specifično spregovorimo o tem sistemu, sedaj samo pomladni mediji, drugi mediji ne govorijo o neuresničeni slovenski tranziciji. V zdravstvenem sistemu verjetno je težja, zato ker je to sistem, v katerem se vrti veliko denarja, torej monopoli, omrežja, prave mafije so bili in tudi bodo vedno prisotni, so prisotni tudi v drugih zahodnih državah v Evropi. Zdaj, če prav specifično o zdravstvu spregovorimo, na tej poti slovenske tranzicije, ki je tako počasna, zdravstvenega vidika, kje smo? No, jaz mislim, da je zdravstvo eden izmed sistemov, kjer neke prave reforme v 30 letih ni bilo. Mi v bistvu današnje slovensko zdravstvo, mi to deklariramo kot javno zdravstvo, je v bistvu državno zdravstvo, pa bom prej razložil, v čem je ta razlika. Zdaj, javno zdravstvo jaz gledam kot zdravstvo, ki ga dejansko plačujemo vsi mi preko davkov. Mi plačamo davek, ta denar se zbere v zavarovalnici in zavarovalnica plača storitve. In to je enostavno, to je zelo lepo in prav. Da dejansko se ta denar solidarno, ki je namenjen bolnikom, da se nameni bolnikom. Druga stvar so pa izvajalci. In tukaj pa je v Sloveniji problem. V Sloveniji se kot javno zdravstvo prikazuje izključno zdravstvo, ki ga izvajajo državne ustanove. Tukaj so zasebniki, ne bodi ga treba. Moja teorija pa je in moje videnje, pa da dejansko tukaj mora biti enakovredno tekmovanje med državnimi in zasebnimi institucijami, ker edino to bo povečalo dostopnost, edino to bo dvignilo kvaliteto, edino to bo znižalo ceno. To je tako kot v gospodarstvu. Če ni konkurence, če bi imeli samo državna podjetja, dobro veste, da ne bi bilo nič. Treba je pač konkurenco. In država pa mora biti tukaj regulator, ki gleda ceno in kvaliteto storitve. In zdaj, ko govorimo o čakalnih dobah, res so dolge čakalne dobe, mehanizmi čakalnih dob so zelo različni, ene čakalne dobe so za to, druge so za to. Ampak zakaj na tej točki ne vključimo vseh izvajalcev, bodisi državnih ali zasebnih, ki izpolnjujejo strokovne pogoje, da neko dejavnost lahko delajo? Na ta način bomo lahko v bistvu zmanjšali čakalne dobe in omogočili večjo dostopnost Slovencem do zdravstva. In to je v bistvu nič drugega, tega se nisem jaz spomnil. To je sodobni zahodnoevropski model javnega zdravstva, kjer pač izvajalci ali zasebni ali državni delajo pač tisto najboljše, kar je za bolnika, in bolnik izbere, gre k tistemu, ker je pač boljši, pa manj čaka. In to je recimo problem našega zdravstva. Pri nas se pa vse centralizira v državne ustanove, vse ostalo zasebniki so pa recimo ne bodi ga treba. In koncesionarji in te zadeve. In poglejte recimo enega koncesionarja, recimo neka zdravstveno storitev upravlja. On investira svoj denar, on izobrazi svoj kader, on, če bo šel v minus, bo on propadel, država ne bo s tem nič izgubila, zavarovalnica mu samo plača storitev. V čem je potem problem, da ne more biti v tem javnem sistemu? Državni zavodi pa, kot vidite, imajo praktično vsi velike izgube zaradi tega, ker je veliko negospodarnega upravljanja in enostavno država to pokrije z našega davkoplačevalskega denarja. Skratka, tukaj se gre samo za to, da odpreš pot izvajalcem
in omogočiš ljudem, da pridejo pravočasno do zdravnika, da imajo osebnega zdravnika vsi, da ni treba preko interneta ali pa ne vem kakšnih portalov kontaktirati, a ne, da pride do neke zdravstvene storitve takrat, ko je potrebuje. Ja, vstop privatnika v neko javno storitev je tudi pri nas v Italiji na slabem glasu, ker so nam vcepili kot en strah, da to prinaša drsenje v nek ameriški sistem, ko če nimaš denarja, v bistvu zdravstva za te ni. Zakaj se politika, zakaj se država tako otepa koncesionarjev in kako v bistvu lahko kontrolira, da je potem ta storitev, ki jo je zaupal koncesionarju, lahko kvalitetna, če vemo pač, kdo so potem na vodilnih mestih? No, jaz mislim, da tukaj predvsem levica izjemno zavaja slovensko javnost, ker prikazuje to, da se vključuje koncesionarje v javni sistem kot privatizacijo zdravstva. Privatno zdravstvo je pa definirano s tem, da greš ti k zdravniku in svojega žepa plačaš. In če boš ti omogočil dostopnost v okviru javnega zdravstva, ker bodo koncesionarji in državni zavodi, potem seveda ne bo potrebe, da boš hodil v privatniku. In je to, kar jaz govorim, ravno proti privatizaciji zdravstva, proti privatnemu zdravstvu. To, da je koncesionar v javnem sistemu, ni privatno zdravje, ker on dobi plačano tako, kot dobi plačano državni zavod od zavarovalnice. Vam ni treba nič dati žepa, če greste k osebnemu zdravniku, ki je koncesionar. A ne? In v tem je bistvo. Zdaj, zakaj pa nekako se to v javnost, da se skozi zavaja in zamegljuje javnost? Jaz osebno sem to že nekaj let nazaj napisal, to je moja hipoteza, zakaj. Če se ves denar dejansko uporablja v državnem zdravstvu, se tam pač brez problema lahko preko javnih razpisov usmerja drugam. In je v bistvu, vi morate vedeti, da slovenski državni proračun za zdravstvo na letni ravni je 4,7 milijarde. To je veliko denarja. In če nekje 4,7 milijarde, dobro veste, da bo politika zraven. Vedno je politika zraven, ker je denar, je vedno politika zraven. Samo pa je to treba zapakirati nekako tako, da je v dobro vseh nas. Ampak to je vedno, in čim je pa politika zraven, čim ni stroke zraven, je pa vedno problem, stvari grejo vedno narobe. To, kjerkoli stroko vzameš, ko se začne politika mešati, je konc stroke. Torej je začaran krog. Ja, mislim, da plačujemo pač ceno majhnosti in v bistvu tega dejstva, da smo kljub temu, da smo vstopili v Evropsko unijo pa Schengen, da smo v bistvu ostali relativno izolirani in omejeni in da določene stvari niso prodrle k nam. Na anomalije slovenskega zdravstvenega sistema vi opozarjate že dalj časa. Znana je bila afera okoli preplačanih žilnih opornic. K sreči je prišla v javnost. Verjetno je ogromno drugih primerov, ki so pod preprogo in ki se ne rešujejo in se nadaljujejo po tej poti. Sedaj moje vprašanje je, kaj se je spremenilo potem po tej aferi? V Italiji je bila ena velika afera v 90-ih letih, Čiste roke se je imenovala in je v bistvu uničila vse stranke Prve republike zaradi korupcije. Zdaj, rezultat te afere je bil potem ta, da se je odstotek tega denarja, ki je bil potreben, da se ti potem dobil eno koncesijo, samo zvišal. V bistvu do sistemskega reševanja tega problema ni prišlo. Po tej vaši aferi se je začelo kaj spreminjati na sistemski ravni ali pa je bilo vse na nivoju trepljanj po rami, kako dobro ste naredili, je prav, vsaj to je za dobro naših ljudi in tako dalje, ampak potem, ko so imeli za podpisovati kakšne zakone ali kakšne amandmaje ali kakšno tisto, potem od tega ni bilo nič. No, v glavnem, najprej mogoče povem, v čem je bistvo vsega tega. V medicini rabimo številne materijale, od zaklop do žilnih opornic, do umetnih kolkov, ogromno teh stvari. In te žilne opornice so en majhen artikel izmed 20 tisočih, recimo, ki jih recimo klinični center nabavlja.
In zakaj smo mi v to šli? Mi smo šli v to zaradi tega, ker smo ugotovili, da je cena istega artikla pri nas 2 do 3-krat večja kot v Nemčiji ali Skandinaviji. Ne glede na to, da so to bolj bogate dežele. In mi smo rekli, to ni v redu, zaradi tega, ker to je v bistvu denar, ki je namenjen pacientom. To čeprav, če mi preplačamo neko stvar po nepotrebnem, je toliko manj denarja za paciente. A ne? V tem je bistvo, zato se, bom rekel, doktorji smo se s tem ukvarjali, kaj bi se pa mi sicer ukvarjali. Ko enkrat to vidiš, da če se denar neposredno pacientom krade, je to tudi etično moralna kategorija za zdravnika in moraš odreagirati. Ampak pred vami, vaši kolegi tega niso naredili. Sej tudi za nami je v bistvu se vzpostavil status quo. Torej, žilne opornice danes koliko jih kupuje? Mi smo takrat v bistvu dosegli nek padec cene žilnih opornic in smo nekako prišli na nivo Nemčije, Skandinavije. Meni je zelo žal, da se primerjamo z bolj bogatimi deželami, ne, ker pri nas bi mogli še nižje biti. Ampak če pa povem, da je v Bosni še 3-krat dražje kot v Sloveniji, a ne, pa vidite, da je severno-južni gradient v Evropi, ki nima nobene veze z ceno samega materiala, ampak samo s korupcijo. Več je korupcije, višja je cena. A ne? In tudi ne z velikostjo trga in podobno. No, mi smo pač takrat po domače povedano, saj zase osebno lahko rečem, da smo zaglavili v to zadevo in ko smo zaglavili, smo jo pač speljali do konca. Osebne posledice so bile slabe, ne, ampak nočem vas moriti s tem, pač ker te ne ubijete v trdi. A ne? Ampak moram pa reči, da potem je ta lobby, kakorkoli ga že imenujemo, eni tako, eni drugače, jaz se nekako besede mafija izogibam, ampak bom rekel temu lobby, je nekako izpostavil zelo brez problema prejšnje stanje. Tukaj v bistvu so nas podcenili. Tukaj so nas podcenili in ko so ugotovili, da gre za res, je bilo že prepozno, se je pač to zgodilo. To je recimo, jaz sem tudi v parlamentu rekel, to je tako, kot bi gledal Soško fronto, pa bi rekel, to je bil preboj pri Kobaridu. A ne? Ogromen... Ja, ampak potem vojna se je slabo končala. Ja, z tehničnega stališča izjemen uspeh, ne? Vendar ni bilo vpliva na izhod vojne. In točno to je tukaj. Danes Slovenija spet preplačuje, enako kot prej. Zaradi tega, ker enostavno nobena politika, ne leva, ne desna, ni bila pripravljena narediti ustreznih sistemskih sprememb, ker smo jim mi na pladnju povedali, smo rekli to naredite. V parlament smo šli, pa smo jim povedali. Pa eden je spal, eden je na mobitelu bil, a ne, si naprej vedel, da nav nič, ne. A ne, ampak tam so pa kimali, takrat, ko so se kamere pred njim obrnile, ne. In nobena politika tega ni presegala in presekala. In jaz sem zelo skeptičen, da bo tudi ta. Odnosno, saj ne kaže, no. Je pa problem, ker dejansko poudarjam, to je denar, ki bi ostal za paciente. In če pogledate izgubo kliničnega centra, ne, zdaj verjetno spremljate, ki je 28 milijonov, recimo, ne, če pogledate letni proračun kliničnega centra, 600 milijonov približno, materialnih stroškov konzervativno ocenjeno, rečemo 250 milijonov, 300 milijonov. Če bi samo za 10% znižali ceno potrošnega materiala, imajo izgubo pokrito. Samo za 10%. Pa je v Nemčiji cena še enkrat nižja. Ali pa saj 50% nižja, istega artikla. Skoraj izgubo bi imeli, če pa za 50% bi pa imeli dobiček, ki bi ga lahko usmerili v raziskovanje, v novo stavbo, v kader, da bi bil v redu plačan, v mlade, v aparature. Skratka, moja teza je, ne, da tega davkoplačevalskega denarja, ki ga mi zberemo, vsi skupaj, da je dovolj za bistveno boljši nivo zdravstvene oskrbe, kot ga imamo. Če bi samo ta del eliminirali.
Ja, ko se omenja zdravstvo, je običajno vedno povezana beseda reforma. Enako velja za šolstvo, enako velja za sodstvo. To so velika področja, ki jih je zelo težko reformirati. Ne vem, če se to lahko naredi z majhnimi koraki. Verjetno je treba presekati nek gordijski vozel, verjetno je treba imeti eno politično večino, ki je ni bilo, je ni in verjetno je ne bo. Sedaj, že kar ste omenili aktualnost, to črno poročilo o stanju zdravstva v Sloveniji, kaj je dejansko to? To, kar toži vaš generalni direktor, da gre za eno obračunavanje z njim, samo da bi ga zamenjali, ali je zares pod vprašanjem stabilnost slovenskega zdravstva? No, recimo 20-milijonska izguba v kliničnem centru ni nobena redkost. To praktično se vsa leta vleče. Vendar, seveda, ko hoče nekoga zamenjati, pa tukaj nobenega ne zagovarjam, če ima 28 milijonov izgube, Leon bo povedal kot zasebnik, če imaš 28 milijonov izgube, se kaj zgodi v neki firmi, kjer je lastnik znan. Vendar, izguba kliničnega centra 20 milijonov in več se vleče leta in to ni nič posebnega. Dejansko to kaže na v bistvu, ni bistveno zdaj, kdo je direktor, ampak kaže dejansko na nedelovanje sistema. Tukaj je sistemska napaka, tukaj ni individualna napaka. Pač direktor pač ostane del tistega sistema in karavana ide dalje, po domač povedano. In enostavno, če pogledam recimo klinični center, če bi zmanjšal cene za 20%, konzervativno rečemo, medicinskega materijala, zračunajte, koliko to denarja. Če bi zmanjšal število, bom rekel, nemedicinskega kadra, veste, koliko služb imamo mi, pravnih, kadrovskih, ne vem kakšnih, tehničnih, v bistvu, ki žal samo otežujejo delovanje sistema in zmanjšujejo operativnost. In potem, ko se lotimo gradbenih del, recimo eno sobo prenavljamo tam bolniško in je račun tak, da recimo, če zasebnika vprašati, 3-krat ceneje naredil. Skratka, in to ni, direktor je pač del tega, če ne bi bil on, bi en drug. Če hočejo to spremeniti, morajo sistem totalno spremeniti. Sistem ne funkcionira. In jaz mislim, da je edina rešitev, da se dovolj vstop zasebnikom v javni zdravstveni sistem. To se pravi zasebnik, ki bo plačan ravno tako kot državni zavod s strani zavarovalnice in bo delal pač, država pa ne nadzira kvaliteto. In to je edini način, da dejansko naš zdravstveni sistem izboljšamo. Pride do prevetritve. Zasebnik, poglejte, zasebnik, recimo, sigurno vas je veliko tudi zasebnikov, recimo, če ti nek material nabavljaš, pa si zasebnik in boš rekel, ok, bom 2-kratno ceno plačal, vi mi pa dajte provizijo. Kaj si pa s tem naredil? Denar za enega v drug žep prekladaš. Skratka, kjer je znan lastnik, kjer je zasebnik, on ne bo imel provizije, ker bi nič ne profitira. Medtem, ko pa državni zavodi, pa pač, ne vem, nekdo, ki tja pride in ima svojih 5 minut, ve, da jih mora izkoristiti in zadeve tečejo, cene so pa 2-krat više, kot bi bili lahko. Tako da enostavno, to ni privatizacija, poudarjam, to ni privatizacija zdravstva, zaradi tega, ker kot bolnik, ko greš koncesionarju, ne plačaš in to, kar pač nakladajo politiki nekateri, da to vodi v privatizacijo zdravstva, je zavajanje ljudi. Dovolite zasebniku, da vstopi v javni sistem, bo konkurenca državnih zavodov in sistem se bo sam uredil. Jaz to vidim edino rešitev, ker te take drugačne reforme, 50 strani, 150 strani napisanih, to vse samo na papirju. Z tega ni nič. Ja, sedaj to vprašanje o vaši skupini zdravnikov zdravstvo.si, sedaj ste ga postavili v eno čisto drugačno luč. Jaz sem vas hotela vprašati, koliko vas je, kaj delate, koliko ste učinkoviti, koliko vas poslušajo in tako dalje. Ste že dejansko odgovorili na to vprašanje. No, jaz bi povedal, da skupina zdravstvo.si, to smo v bistvu, bom rekel, eni
neobvladljivi zdravniki, ne, se strani politike, po domač povedano. Ne. Recimo, noben ni v nobeni stranki, nobeden ni bil v nobeni stranki, noben nima nobenega konflikta interesa, delamo brezplačno, pa se dobimo na pir, pa se zmenimo, pa take stvari. Nobenih sponzorskih sredstev nimamo in v bistvu 3 naši člani so zdravniki Slovenci, ki delajo v tujini. Tako da imamo seveda tudi zelo dobro pogled v to, kakšni so zahodni sistemi javnega zdravstva. In v bistvu od začetka seveda so se nam vsi posmehovali, zdaj pa moram reči, da počasi postajamo ali pa smo postali subjekt v tem našem zdravstvenem prostoru. In zdaj recimo kar že dobivamo novinarska vprašanja, recimo zdaj kaj si mislimo o zamenjavi direktorja kliničnega centra in povemo točno isto, kar sem vam povedal. Tukaj je sistemski problem, tle druga oseba ne bo tega spremenila. Ampak ko pišejo zakone, potem vaših predlogov ne upoštevajo. Ja, ta zakon je pa tudi zanimiv, ne. Mi smo namreč na osnovi tega, ker smo spoznali skozi te boje za nižje cene medicinskega materiala, smo spoznali vse mehanizme, kako se odlivajo provizije, kako korupcija poteka, ne. In na osnovi tega smo potem takrat vladajoči stranki smo predlagali, bom rekel, ta zakon. Seveda mi nismo pravniki, oni so pač napisali tisti zakon in ta zakon je bil v parlamentu sprejet in pač ta vlada, ki je prišla je z interventnim zakonom, ena prvih stvari so to ukinili. No, in takrat smo se mi oglasili in smo rekli, da pač mogoče ni perfekten, ampak pričakujemo, da se bo ta zakon lahko popravil in da bo svoje dosegel, ker to je prvi korak, da se zajezi ta korupcija. Vendar oni so ukinili in so rekli, da bodo neko drugo službo naredili. In mi seveda temu ne verjamemo. Ja, tudi ta najin pogovor sedaj je zašel v en začaran krog, ker pravih sogovornikov tu nimava, da bi lahko naprej diskutirali o tej temi, zato bi vas vprašala nekaj bolj splošnega, v smislu, večkrat je bil omenjen zahodni sistem, sedaj, če slovenski zdravstveni sistem primerjamo s zahodnimi sosedami Republike Slovenije ali pa s tem srednjeevropskim, avstro-ogrskim prostorom, že ki je bila omenjena Soška fronta, je zadovoljivo slovensko zdravstvo, mlad zdravnik, ki diplomira v Sloveniji, je pripravljen? No, kljub vsem anomalijam, o katerim smo govorili, ima naš zdravstveni sistem kar nekaj zelo dobrih elementov. In seveda, ko delaš neke reforme, neke spremembe, skušaš ohraniti tisto, kar je dobro in iz tujine povzeti tisto, kar je tam dobro. Ne zdaj avtomatično, ne vem, ameriški sistem presaditi sem, to nikakor ne deluje, tako kot ameriška demokracija ne deluje v Iraku, pa v Iranu, pa ne vem, kje še vse. Skratka, jaz mislim, da naš zdravstveni sistem ima ogromno dobrega in to bi mogli ohraniti in samo to dovolj, samo to nadgraditi, da se vse razpoložljive, bom rekel, zdravstvene sile vključi v dobro ljudi. Samo to bi mogli narediti. Ko nekdo doštudira potem medicino v Sloveniji in je motiviran, da bi karkoli naredil, je podkovan, prizadeven, pripravljen, ima te možnosti, te stimulacije v Sloveniji, da tu se lahko izpopolnjuje. Kako je s tem begom možganov na zdravstvenem področju, če ga primerjamo, ne vem, z inženirji ali s kom drugim? Jaz mislim, slovenska medicinska fakulteta in slovenski način izobraževanja je kar dober. Osebno mislim, da tisti zdravniki, tisti mladi zdravniki, ki, bom rekel, želijo akademsko delati, biti v univerzitetnem kliničnem centru in te zadeve, skratka, tisti del stroke, ki dejansko vodi razvoj stroke, da mladi s tem ambicijam bi nujno v času specializacije mogli za leto do 2 v tujino raziskovalno delati, strokovno delati v najboljše inštitucije in se potem vrniti in v bistvu tukaj uvesti ustrezne spremembe s pomočjo vseh teh mednarodnih povezav in tega. Skratka, tako dela ves Zahod in to je, bom rekel, porok za napredek zdravstvenega sistema.
Pri nas žal je to zelo zamrlo. In potem se lahko določene napake širijo iz generacije v generacijo. In ne pride nekdo, bom rekel, nek troublemaker, ki nekaj spremeni, ki je videl nekaj zunaj, kaj funkcionira in sem prenese. Tako da jaz pri mladih zdravnikih pogrešam predvsem to, da v času specializacije za leto do dve, da nimajo te tuje izkušnje, zlasti tisti, ki želijo delati akademsko. Kaj pa druge hibe, naprimer, ne vem, kadrovska podhranjenost, sodobnost aparatur, organizacija dela, motivacija v skupini, kako je v slovenskem zdravstvu, vedno, če ga primerjamo z drugimi sosednjimi? To je zopet zelo individualno, veliko je odvisno od šefa. Veliko je odvisno od šefa, pa koliko je šef spreten, da pride do določenega denarja, aparatur in vsega tega. Tako da kot sem rekel, na eni strani imaš neke vrhunske storitve lahko v slovenskem zdravstvu, ki jih ne bi nikjer dobil v Ameriki. Na drugi strani imaš pa tak poden, ki, bom rekel, bi se ga še Afrika sramovala. Skratka, imaš te ekstreme in ko enkrat imaš v sistemu toliko ekstremov, pol veš, da sistem ne deluje. In eno je stroka, vendar stroka se ne more razvijati, če seveda organizacijsko druge stvari ne klapajo. Sedaj veliko vprašanje pandemije. Kaj je pustila pandemija za sabo v zdravstvenem sistemu? Kako ga je spremenila in kaj nam je tudi povedala o slovenski družbi? Sedaj, če jaz lahko primerjam to, kar se je dogajalo v Sloveniji ali v Italiji, vloga družbe, medijev, komentatorjev in tako dalje, je razlika radikalno drugačna. Zdaj, zakaj v Sloveniji se je tako nasedalo tem nestrokovnim metodam? Je bilo to funkcionalno rušenju Janševe vlade, ker pač ta je bil glavni motiv, ki se je začel od prvega dne in se potem ustrajal 2 leti, ali pa je res del populacije izgubil eno zaupanje v znanost? No, ta pandemija dejansko nas presenetila. Tudi jaz do zadnjega nisem verjel, da bodo ratali nekaj takega, kot je. In je dejansko bila en pravi stres test za naš zdravstveni sistem, ki je pač funkcioniral, kakor je funkcioniral. Seveda za nazaj, ko gledaš, bi lahko veliko stvari drugače naredil, vendar takrat se je bilo treba odločati z zelo malo informacijami, velikokrat zelo malo znanstvenimi informacijami in pač odločitve so bile, kakršne so bile, enkrat prave, enkrat manj prave, enkrat napačne. Ker jaz mislim, da je spodbudil, bom rekel, te anticepilce in te ljudi, ki so negirali COVID kot tak, kot bolezen. Jaz mislim, da deloma sigurno povsem zgrešena komunikacija z vladne strani. Tukaj se je dejansko premalo pogovarjalo ljudi. Jaz sem vedno, dokler sem bil pač še v teh svetovalnih skupinah, sem vedno rekel, zakaj nismo odkriti, povejmo ljudem. To je nova bolezen, ki jo ne poznamo. Ko so prišla cepiva, to so nova cepiva, slabo preizkušena, jih ne poznamo. Čem je sramotno, da ljudem odkrito poveš, da nekaj ne veš? In rečeš, poglejte, v taki situaciji smo, nimamo teh podatkov, vendar vse glih to zgleda, da pametno, da to naredimo. Ampak dajmo spremljati, pa bomo videli, pa bomo modificirali. Skratka, ne poveljevanje ex cathedra, ampak inkluzivno. Vsi smo bili v istem. In mislim, da je bil to glavni problem in potem seveda so pa se samo kepa valila in bila vedno večja. Tako da, če gledam slovenski zdravstveni sistem, recimo v našem oddelku smo najtežje bolnike zdravili z cele Slovenije. To so bili te bolniki, ki, bom rekel, respirator, dihalni aparat ni bil dovolj in smo jih mogli imeti na izventelesnem krvnem obtoku, ker drugače bi umrli. In dejansko so te najhujše smo videli in
ves pogled na to epidemijo, naš je bil nekoliko drugačen, bolj smo bili uravnoteženi, manj je bilo, bom rekel, nestrpnosti in vsega tega. To ni bilo dobro, če gledamo nazaj. In zdaj, kaj bo zdaj? Jaz mislim pač, da to je seveda moje predvidevanje, jaz nisem infektolog, ampak sem pa v življenju optimist, verjamem v Boga in vidim, da ta virus slabi. Tako da osebno mislim, da tudi če se bo razširil, kar se verjetno bo v jesenskem in zimskem času, če bo ostal pri tem, da ni tako nevaren ali pa bistveno manj nevaren, kot je bil prejšnji, da mislim, da bomo kar dobro lahko skozi prišli. Upam, da se ne motim, ampak na osnovi dejstev, ki jih zdaj poznam, nekako to predvidevam. Tako da, če pogledamo nazaj, recimo Janševa vlada je bila čisto v drugi poziciji, kot je ta vlada, mislim, da veliko težji poziciji kot ta vlada in je situacija neprimerljiva. Tako da, evo, upajmo vsi, da bomo to dobro, da se končno osvobodimo in da se nam kakšen nov virus spet pojavil in da bomo normalno živeli. Ja, to glede COVID-a, ampak COVID je tudi prinesel eno upočasnitev drugih pregledov, eno delo, ki ni bilo opravljeno v tem dveletju. Kaj bo to prineslo na drugih zdravstvenih področjih, ki ni infektologije? A ne, povsem logično je, ko pride taka pandemija kot COVID in tak naval bolnikov, kot jih je prinesel COVID, da se pač stroka pretežno ukvarja z temi bolniki in ker se ostalih patologij tiče, poskuša, bom rekel, samo krpati luknje, nekako, bom rekel, narediti tisto, kar je najbolj nujno, manj nujne in nejnujne stvari pa ostajajo in to se je povsod po svetu dogodilo. Skratka, ni bilo zdravstvenega sistema v svetu, ki bi zdaj to zmogel, COVID plus vse ostalo, ker to bi pomenilo, da pač prej je bilo preveč kapacitete, če si vse zmogel, ker ti je še COVID prišel. Tako da sigurno je to pomen probleme na področju ostalih bolezni, ne vem, kasnejša diagnostika raka, raki pridejo v kasnejši fazi, tudi druge bolezni. Ampak, kot sem rekel, tega noben zdravstveni sistem na svetu, tudi najbolj bogate dežele niso uspele preprečiti. To je pač davek pandemije za nazaj. Sedaj še eno splošno vprašanje za zdravnika, ki je v tem sistemu in na tem področju že več desetletij. Prej sem vas vprašala, kako se je spremenil vaš odnos do tega poklica, kako pa se je spremenila vloga zdravnika, kako se je spremenil bolnik, njegove zahteve, njegove potrebe, koliko je več, ne vem, birokracije, ali ne vem, kako se je to delo spremenilo v vseh teh desetletjih, v teh odnosih. No, jaz mislim tisto, kar nujno mora ostati iz zgodovine in tudi v bodočnosti, je, da se ne uniči ta primaren odnos zdravnik-bolnik. To je temelj vsega. Sočutje strani zdravnika, odkrit pogovor, da si čas vzame, ker tudi z našega zdravniškega stališča tisto, kar zdravnika, ko si čas vzame s bolnikom pogovori, ker ga usmeri v pravo smer iskanja diagnoze in zdravljenja. On mora bolnika poznati, mora poznati bolnikove svojce, okolico in to je tisto, kar mora ostati vedno enako, ne glede na napredek medicine. In sodobna medicina z ne vem kakšnimi aparaturami, brez tega bo samo škodljiva in nevarna. Skratka, to je tisto, kar jaz tudi poskušam mlade zdravnike učiti, da enostavno, da si vzamejo čas, da se pogovorijo z bolnikom. Ta čas in ta odnos bolnik-zdravnik bo vedno temelj medicine. Koliko se bojite jeseni? Zdaj za to jesen naj povedujejo najbolj grozne zadeve, podražitev cen energentov, inflacija, ko ne bo v bistvu denarja za najnujnejše. Ali se bojite, da bo med to najnujnejše padlo tudi zdravstvo? Mislite, da nas čakajo zares zahtevni meseci tudi v vaši stroki? Ja, jaz ne vem, jaz upam, da ne. Kot rečeno, sem optimist, mislim, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. Tako da
Če bomo videli, kaj bo čas prinesel, moramo biti fleksibilni, moramo sodelovati med sabo, pozabiti na razprtije in delati skupno dobro. Ker to je edina pot, če bomo pa razdeljeni in drugemu nagajali, potem pa tudi manjša kriza nas lahko pokoplje. Ja, saj to je bilo tudi moje. To je bilo tudi moje zadnje vprašanje, ki sva rekla, da bova zaključila bistveno prej, ampak pozornost je vzdržala, tako smo šli naprej do konca. In sicer še bolj splošno vprašanje, tudi to poslušamo že precej časa, in sicer, da živimo v prelomnih časih, ko se bo spremenil in se spreminja naš način razmišljanja, tudi življenja, ko bomo prisiljeni spreminjati naše navade, odnos do marsičesa. Kako štartamo Slovenci? Mi veljamo za odporen narod, v zgodovini smo pokazali marsikaj, smo preživeli pač kot neravno številčen narod med temi velikimi narodi številčno gledano, ne? Bomo našli pot iz tega zapletenega časa. No, jaz sem prepričan, slovenski narod, če pogledamo zgodovino, ne moreš verjeti, kako smo lahko obstali in kako imamo lahko svojo državo. Tako da pač jaz karkoli se že dogaja, jemljem kot neko preizkušnjo, za katero sem pa prepričan, da bomo pač prišli preko tega. In recimo, če se vrnem nazaj na zdravstveni sistem, jaz zdravstveni sistem vidim tako kot, bom rekel, pomen dobrega zdravstvenega sistema, vidim tako kot osamosvojitev. Če bo tukaj, če bomo edini, če bomo 90% za to, da naredimo sistem, ki bo dostopen za bolnike in prijazen do bolnikov, tako kot je bila osamosvojitev plebiscit, potem bomo uspeli. Vsa razdvajanja 50-50 pa kreganje v parlamentu, pa dilanje, pa te zadeve, ker je dejansko narod nebistven, to pa pač ne bo dobro. Ampak ta narod ima nekaj v sebi in bo kljub vsemu preživel in bo vedno uspešen. In ravno z enim takim stavkom sem nameravala, da bi zaključili najin del pogovora. Sedaj jaz prepuščam besedo publiki, če je kdo, če ne lahko tudi midva nadaljujeva z bolj specifičnimi vprašanji. Si predstavljam, jaz tukaj ne vidim, ker je luč, ampak je, ok. Z mikrofonom, ker snemamo. Ker se dosti ukvarjam s temi zadevami, družbenimi, ekonomskimi in tako naprej, pišem, publiciram in tako malo, in sledim zdravstvu, vaši inicijativi iz leta 2012, meni se zdi, ne? Ste imeli zdravstveno. Torej, 99% se strinjam z vami, ne? Torej, kje se ne strinjam z vami, bom samo rekla, v komunikaciji. Torej, jaz mislim, da enostavno, bom rekla tako, ko je bil COVID in tako naprej, človek prebere, se malo izobrazi, zdravo pamet imamo in delujemo po zdravi pameti, ne? Jaz, ko sem gledala vse tiste, bom rekla, konference in to in ono, sem izklopila televizor in sem delovala po zdravi pameti. Upoštevala sem masko, ni me bilo treba prositi ali obvezno morate. Zdaj grem pred zdravstveni zavod, recimo, zdravstveni, in vidim, vljudno vas prosimo, nadenite si masko, lepo vas prosim. A je to prava komunikacija? Mislim, ljudje morajo se zavedati svoje odgovornosti in ne da jih prosjačimo in da jih stalno, dobro, vse prav, opozarjati je treba in tako, ne? Ampak jaz mislim, da smo dovolj pametni tudi glede prezračevanja. Pa nam bo doktor Keber zdaj razlagal in pisal ekspertize, kako bomo prezračevali šole. Mislim, to je katastrofa, kar se zdaj dogaja. Razumete? Da hočejo porušiti tisto, kar je bilo prej narejeno, namesto tako, kot ste povedal prej, ne? Kar je dobrega ohranimo in spremenimo tisto, kjer so napake, upoštevajmo stroko, ne? Ampak stroka mora biti res stroka, tako kot ste vi, ne pa tisti, ki govoričijo, pišejo ekspertize, pa niso stroka, ne? Potem bom rekla tako, kar se mi zdi najbolj pomembno je to, kar ste vi poudarili, javno zdravstvo. Torej, kdo je kriv, da publika, da javnost ne ve,
da ne loči med državnim in javnim. Torej, to je katastrofa. In jaz mislim, da je to namerno vodeno, da je to strategija. In to je čigava strategija. Ja, doktor Keber in kompanija, ne, oni dejansko nastalno pitajo s tem, torej državno. Torej, kako bomo mi, pacientu je bistvena storitev, ne pa kdo jo izvaja. Bistveno je, da jo plača zdravstveni zavod in grem k temu ali k temu in šla bom k tistemu, ki mi vliva večje zaupanje. In na ta način pride do konkurence, jaz sem ekonomistka drugače, ampak sem tudi družboslovka in me širše problemi zanimajo, ne samo profit. Vsi vidijo pri ekonomistih, se spomnim, ko sem šla ekonomijo študirati, moj profesor v socializmu še, kako strašansko je bil razočaran, ker sem šla ekonomija, ker to je kapitalizem, dobiček, izkoriščanje in tako naprej, ne, a veste. Mislim, to je katastrofa. In ta miselnost je še zdaj ustraja na našem, bom rekla, teritoriju. In v čem je problem? Največji problem so pa mediji, ker namerno držijo ljudi v, bom rekla, nevednosti oziroma jih zavajajo in enostavno ne omogočajo. Ja, poslušajte, zakaj vi ne pridete do veljave? Saj opravijo intervju z vami, ampak učinek je? Je učinek? Ja, veste, kaj je učinek? Mislim, učinek, vemo rezultat, ne? Posledica, pozitivna posledica. Učinka ni, ne? Ne, ga ni. Ne, učinka ni, razumete? In to, kar je, samo še zaključim, kar je Erika lepo povedala, je važno, izredno važno je, ti imaš lahko idejo, lahko želiš nekaj narediti, strokovnjake dobiš, če nimaš v parlamentu večine, nič. Se moraš stalno pogajati, moraš kompromise sklepati, moraš stopiti naprej, nazaj, levo, desno. Danes imajo skoraj ustavno večino. In kaj delajo? Rušijo vse, kar je bilo prej narejeno. Kje je logika? In kdo opozarja na to? Nobeden. Nobeden. Kritizirajo, še zdaj kritizirajo Janševo vlado, namesto da bi se orientirali na to, kar je treba zdaj pokritizirati, spremeniti in pozitivno vleči naprej, ne. Drugač pa vas 100% podpiram, ne. In berem vaše članke, intervjuje in tako naprej. In to, kar sem prinesla s sabo, intervju z gospodom Loredanom, da še povem, da zaključim, ne, v oni, ne. Ja, oni imajo najboljšo pravno službo, naredili bojo najboljše zakone in imajo najboljše strokovnjake, torej on bo uspel v 2 letih ali kolkem cajtu vse rešiti. Tako da vam se ni treba nič truditi več. Jaz vidim problem politike v tem, da v stvarih, ki so v interesu vseh, in zdravstvo je tak področje, osamosvojitev je tak področje, kot sem rekel, da se tukaj ne najde absolutnega konsenza in v dobro ljudi spele stvari. Ker če imate vi urejeno zdravstvo, a so levi, a desni na oblasti, za vsakega je dober. Vsak bo imel manj problemov. In tukaj ne vidim, zakaj te, bom rekel, državotvornosti tukaj ni na tem področju. Še eno vprašanje? Ja, še eno vprašanje. Jaz bi tukaj, jaz sem že malo letih pa na vstop. Tako, jaz moram reči, da se z vami strinjam, kakšno naj bi bilo javno zdravstvo. Da mora biti vsi udeleženi, pa konkurenca mora biti tako kot povsod. Ne strinjam se z vami, da bo to rešilo zdravstvo. Ne. Vi pravite, treba zamenjati sistem. Veste, mi imamo tle na Primorskem en taki rek, ne, da ona, ki ni šel kažin, ni zamenjala kažina, je zamenjala kurbe. Ne. Se pravi, bomo imeli nov sistem, pa iste ljudi tam noter, ne, in kaj bo drugače, ne, to je ona že vedela, pa tega ni delala. Sam še eno povem, ne, jaz sem imel nono, ne, ki je odlično obvladala svoje gospodarstvo. Je imela tako predpasnik, ne, noter je imela koruzo, pa je šla na dvorišče, pa rekla pi, pa vzela malo koruze, pa vrgla na desno, pa so tekle kure na desno. Pa je primla še enkrat, pa vrgla na levo, pa so šle na levo.
Pa sem pa še jaz naredil tako s prazno roko, pa so enkrat tekle, pa sem še enkrat naredil, pa niso več tekle. Zadeve niso tako strašno znanstvena fantastika, ki jih je treba urediti, so silno enostavne. Ne. Zdaj, jaz vas bom nekaj vprašal, kakšno je vaše mnenje, kakšna je vloga zdravnikov, da imamo tak zdravstveni sistem, kot ga imamo. Nekajkrat ste omenil, ne, če bi prišparali to, če bi prišparali uno, govorimo, tega vlada ne bi prišparala in tudi v novem sistemu ne bo prišparala vlada in ne sistem. Ljudje, ki so tam noter, bojo mogli to prišparati in se tako delati in tako obnašati. Ne? Prej ste lepo rekel, tistim aparature, odvisno od šefa. Ne? Mi v zdravstvu imamo tudi šefe. Ne? Zdaj, če mene vprašate, najbolj izobraženi, najbolj usposobljeni v zdravstvu so zdravniki. Potem imamo vse mogoče referente in tako naprej. Ne? In če tisti referenti vozijo svetovno znane zdravnike, da ne rečem kam, ne? In delajo tam, kar hočejo in vsi zdravniki to mirno gledajo, dokler dobijo svoje plače, briga mene, kaj se tam dela, lahko tudi sistem zamenjamo, mene pa nič drugače. Ne, toliko let sem pa je že na svetu, da tega ne verjamem, da bo kaj drugače. Da bo treba kljub temu tudi tisti ta star sistem opucati. Ne? In tiste nove vrednote vgraditi tudi na nov sistem. Kar se tiče konkurence, pa tega se pa popolnoma strinjava. Še enkrat bom ponovil, kakšna je vloga zdravnikov kot najbolj izobraženih, najbolj usposobljenih, da smo prišli tam, kjer smo. Vloga zdravnikov v bistvu je sledeče. Mi smo izobraženi, da zdravimo ljudi, če smo čisto konkretni. Mi znanja o zdravstvenih sistemih, o menedžmentu, o vodenju bolnišnice nimamo. Če bi želeli to pridobiti, bi mogli nek podiplomski študij uvesti, pa najbolje v tujino ga iti narediti in potem bi bil zdravnik usposobljen voditi bolnico. Vendar na področju državnega zdravstva je to seveda čisto nepotrebno, ker pač tam rabi politika nekoga, ki pač dela tako, kot oni hočejo. A ne? In zato, ko vas zdajle poslušam in vidim, da so vam stvari popolnoma jasne, konkurenca je edini način, ki stvari pošlihta, po domač povedano. To se pravi, če bi dovolil zasebno inicijativo znotraj javnega zdravstva, to se pravi, da ne da bolnik plača, ampak da zavarovalnica plača tako, kot plača na bolnici Šempeter, isto storitev, isto. Potem enostavno bo ta konkurenca poskrbela, da bo državni zavod slej ko prej ostal brez bolnikov, izgube bo imel in tretji bo rekel, čakaj, zdaj pa moramo nekaj narediti, pa jo prave ljudi dali pa začeli drugače delati. Brez konkurence nobena reforma državnega zdravstva nima nobenega upanja. Pika. In to je ni samo na področju zdravstva, to je na področju gospodarstva, to je na področju prava. Predstavljajte si, da bi imel samo državne advokatske firme. Mislim, kako bilo to fajn, ne? Vse bi se zmenilo, oni. Se že zdaj dostno, ampak pustimo to. Ne, glede teh reform, se da reformirati zdravstvo tudi z majhnimi koraki, z več manjšimi učinkovitimi reformami in ker če čakamo tisto veliko reformo, s tisto veliko večino parlamentarcev, ki bodo vsi v en glas delali za skupno dobro, mislim, tako kot sem povedala, zveni zelo v vrtcu, lahko temu verjamem. No, tako kot sem rekel, majhen, ampak odločilen korak za reformo je, da se izenači zasebnike znotraj javnega sistema. To je prvi korak, ki bi ga jaz recimo svetoval. Vendar sem, tako kot ste vi povedali, dejansko kaj pa politika dela? Zavaja javnost. S tem, da je zasebnik koncesionar, da je to privatizacija zdravstva. Ja, mediji pač, če politiki ne bi tako govorili, tudi mediji ne bi pisali tako. In recimo, in če ti pogledaš, recimo, privatizacija zdravstva, potem bomo mogli privatno zdravstvo, bogati bojo več dobili. Privatizacija zdravstva je to, da ti greš k zdravniku, ker pač nam prideš na vrsto v javnem sistemu, vzameš denarnico in skeširaš, direktno njemu plačaš.
in to, da je javni sistem nedostopen, zaradi tega, ker se ne vključi zasebnikov, vod dejansko v privatizacijo zdravstva. A ne? V tem je bistvo in to ne vem, ali levica je, a so... Ne moreš biti tako nor, da tega ne bi razumel. To so čisto preproste stvari, to je zavajanje ljudi. To ni rocket science, ne? Kot temu rečejo. V imenu ohranjanja monopolov. Ja, monopolov državnih zavodov, kjer se pač obrača denar in kjer se obrača denar, a ne, tam se pa seveda lahko gre tudi denar kam drugam, ne, če temu tako rečem. In tudi druga zadeva, recimo, če pogledate, recimo, kar mene čudi, ne, kako je Slovenija slaba pri koriščenju evropskih sredstev. Ste to opazili? No, jaz pač zdaj vidim pri zdravstvu, ne, kako je. In potem sem se sprašal pa debatiral tudi z ljudmi, ne, zakaj pa to, ne, pa se to sam denar, ki ga vzameš, pa, a ne. Jaz sem rekel, kaj si ti nor, ne. Če evropska sredstva vzameš, ne, tam se ne da nič drapati, ker tam takoj najmanjši sum gre k tožilcem, ki je v Bruslju in tam gor na Evropsko unijo in tam ni hecev. Tle, kot pri nas se da dogovoriti, ne, če imaš proračunska sredstva, to ni stvar Evropske unije, ne, se da marsikaj dogovoriti, ne. Tam pa je konc in zaradi tega seveda evropska sredstva niso priljubljena v Sloveniji. Niti v Italiji niso, samo Južna Tirolska. Južna Tirolska ima najvišje. No pa recimo Hrvaška pa so, recimo pelješ s 85% v most evropskih sredstev. A ne? Mislim, halo, kdaj bi mi tak most zgradili? Mislim, koliko, 20 let. Tisto našo urgenco delajo od leta 2002 v kliničnem centru, naš nov oddelek, od 2002 in še zmeraj je isto. A ne? Skratka, če so pa evropska sredstva, so pa roki, ni aneksov in seveda pač kakšni žepi ostanejo žal prazni ali pa k sreči. Koliko ste plačali vi v vašem poklicnem in osebnem življenju za take jasne stališča, besede in izpostavljanje? Velikrat je bilo zanimivo, no. To so zanimive zgodbice, morda kam v penziji, kdaj bom napisal, če mi bo žena dovolila. Predvsem pa sem moral reči, moja žena mi skozi stala ob strani, ne glede na to, da mi je vedno rekla, da odnosno sem mi vedno obljubil, da je zadnjič. In kaj se je enostavno, pa res obljubim, pa res misliš tako, ne, ampak pa nekako ne more svoje kože. No. Vse pa lahko spi, no. Kaj pa vam pomenijo nagrade? Nismo o tem sploh govorili, ker res v tem uvodnem delu, če ne bi pol ure vas morala predstavljati. Zato sem rekla med pogovorom. Prijeli ste veliko pomembnih nagrad, ne samo v Sloveniji, odlikovanj, legitimacije. Kaj vam pomenijo te nagrade? Kakšno legitimacijo? Prav iz čisto osebnega vidika. No, jaz sem pač hvaležen ljudem, ki mi podelijo nagrade. Drugače imam pa jaz svoj lasten sistem vrednot. In jaz točno vem za stvari, ki počnem kaj dobro, počnem kaj ne. In verjetno za tiste stvari, ki osebno mislim, sem jih najbolj naredil, nam nikoli dobil nagrade, pa se tudi ne želim. Sem pa, kot poudarjam, zelo hvaležen vsem, ki prepoznajo kakšne stvari in to jemljem kot neko tako priznanje, tako da sem vesel, mi pa ne krojijo življenja usodno. Prosim, Oto. Ja, jaz sem prav to hotel vprašati, kar ste zdaj že v bistvu nekaj odgovoril. Ali ni mogoče za tako stanje pri nas v družbi prav kriva kriza moralnih vrednot in tudi v tem duhu, ko jih vidimo zdaj zadnji čas na tem kulturnem razvratu v Ljubljani, ki se dogaja zadnje dni. A ni to nek splošen pojav, kako ga preseči in zakaj se to dogaja in zakaj to družba tolerira in še podpira, da so take na oblasti, kot so zdaj. No, jaz se absolutno strinjam, da v bistvu vsaka kriza v družbi je primarno kriza moralno-etičnih vrednot. Poštenje, odkritost in te stvari.
Absolutno se strinjam z vami. Osebno mislim, da so to vrednote, ki jih pač dobiš ali pa ne dobiš v družini, zato je družina taka, kot je, zelo pomembna. Jaz morda sem konzervativen, ampak tako gledam na te stvari, mislim, da za razvoj otroka družina ključna in pravilna vzgoja in verjetno, kar je tam zamujenega, se ne da nikoli več popraviti, žal. Kar se pa tiče šolstva, smo pa v bistvu, seveda nisem pa šolnik, tako da zdaj govorim kot laik, smo pa na podobnem kot pri zdravstvu. Tudi tukaj se pojavljajo zasebne šole in jaz mislim, če je zasebna šola in če ti otroci potem na tistih državnih testih dobro delajo, pa so celo najboljši, ne vidim, zakaj take šole država ne bi enakovredno financirala za neko državno šolo. Zelo podobna situacija kot v zdravstvu, ko smo govorili državni zavodi, koncesionarji in podobno. Tako da, žal je, bom rekel, ravno v tistih najbolj razvitih krogih ali pa tistih, ki se imajo za najbolj razvite kroge v Sloveniji, ogromno tega, kar ste govorili, nekih stvari, ki se v eni normalni družbi ne bi smeli dogajati in v bistvu tudi, ko bi rekel, tudi za mlade, ki to gledajo in vidijo in ko se to tolerira, ko vemo, že zdaj vemo, da ne bo sodnega epiloga, je to zelo slabo sporočilo. Ja, zdaj tukaj naši strici z ozadja so mi rekli, da bi lahko zaključili. Strice z ozadja pa moramo ubogati. Oziroma se pogovor lahko začne, nadaljuje potem ob koncu našega večera. Seveda, jaz se vam zahvaljujem za ta krasen pogovor, mi je bilo veliko zadoščenje, da sem lahko se pogovarjala s takim visokim strokovnjakom in tudi etično, z enim etičnim dometom, ki ga ne srečaš ravno vsak dan. Hvala, dr. Marko Noč. Hvala. To so posebne nagrade. To je tisto, kar je za dušo in tisto, kar ostane, tako da najlepša vam hvala, izjemno prijeten večer, vedno se ga bom spominjal. Hvala vam. Hvala lepa še enkrat obema. Spoštovani, tako smo prišli skoraj do konca našega večera. Kot smo dejali, naše ambicije z Goriškimi večeri so visoke, zato že danes napovedujemo naslednji pogovor v okviru Goriških večerov, ki bo v sredo 7. septembra 2022 ob 20. uri tukaj na tej lokaciji. Naši gostje bodo Simon Vendramin, Božo Plahuta in Damjan Nancini, gasilci s srcem in dušo z obeh strani meje. Tako da vljudno vabljeni. Seveda to ni še vse. V soboto 3. septembra pa ob 19:30 uri na placu pred cerkvijo v Dornberku koncert Prifarcev. Tudi vljudno vabljeni. No, zdaj pa res še tisti pika na i. Preden zaključimo uradni del, poudarek uradni del, vabim na oder predstavnika organizatorja Leona Kralja. Leon, prosim. Draga Erika, najlepša hvala. Hvala, ker si še vedno pripeljala te večere v Dornberk in tako kot vedno veš, da z Dornberga ne gre brez vina.
Spoštovani profesor Marko Noč, dragi Marko, vesel sem, da si bil med nami in upam, da boš še kdaj naš gost. Darilo je pa tudi seveda vipavsko vino in knjiga o Drombergu. Draga Anita, najlepša hvala, da si nam posodila Marka za današnji večer. Zahvala velja tudi vsem vam obiskovalcem, zato vas vljudno vabimo, da se še malo zadržite in podružite ob kozarcu vina, ki sta ga prispevala konzorcij vinarjev Vipavske doline in pa kmetija Barkola. Hvala lepa in srečno do prihodnjič. Lahko noč.